Lepo vas vse pozdravljam, hvala za odziv na našo tiskovno konferenco. Z sodelavci za mizo so tudi Jadranka Vesel iz 4. skupine civilne družbe, Simon Brežan iz 4. skupina civilne družbe, na desni je podpredsednik stranke Združena levica Demokratična stranka dela in drugi podpredsednik stranke Aleksander Županek in seveda Gregor Kaplan. Mi vam bomo v zgoščeni obliki povedali glavne točke našega volilnega programa, ki smo ga najavili že januarja na tiskovni konferenci, in jaz imam nalogo, da nekaj povem iz področja gospodarstva in javnih financ. Ostali kolegi bojo povedali pa nekaj o drugih poglavjih. Na vsak način želimo sodelovati pri tistih procesih v naši državi, ki terjajo korenite spremembe, ko gre za upravljanje družbenega skupnega premoženja. Mislim na spremembe pri upravljanju na način, da bi država oziroma solastniki, torej podjetji, imeli zasedbo v upravah in nadzornih svetih 50%, 50% pa bi pokrivali zaposleni in sindikati. Praksa tovrstne oblike upravljanja in nadzora pri upravljanju gospodarskih družb so pokazali v svetu velike in pozitivne rezultate. Na vsak način smo mi za to, da se del skupnega premoženja prenese v pokojninski sklad, ki bi jamčil dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema, ki ga je treba seveda v nekaterih točkah, kar zadeva zakon, še dodelati. Na vsak način je za nas najbolj pomemben model gospodarstva ekonomska demokracija, ki vključuje serijo zakonov, kot so sprememba zakona o gospodarskih družbah, ZDR-ja, potem zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, zakon o obvezni delitvi dobička, zakon o notranjem solastništvu delavcev, vse vrste zadružništva, kooperativ in podobno. Gre namreč za to, da se danes v gospodarstvu delavec smatra kot strošek, mi pa želimo doseči na tem področju partnerski odnos med delom in kapitalom, kajti vrednost podjetja ni samo fabrika pa lastnik, pa kapital, ki je bil vložen, ampak ljudje, ki tam delajo in proizvajajo dodano vrednost. Na vsak način želimo narediti tudi pravičnejši davčni sistem, tako da bi povečali davke na kapital, nepremičnine in dobiček. Imamo namreč podpovprečno stopnjo davka na dobičke in če bi imeli povprečno stopnjo davka v državi, na dobiček bi v proračun preteklem letu priteklo kar milijarda evrov več in ne bi bil problem popraviti plače, ki so na robu suženjskega dela, s čimer se mi ne strinjamo. Na vsak način želimo omejiti razmerje plač, ne to, kar se nam danes dogaja 1:20, 25 ali celo 30, ampak 1:5, z obdavčitvijo, ki velja, vse plače, ki bi bile nad tem, pa strmo rast davčne obremenitve in na ta način seveda zmanjševanja vedno bolj naraščajočih razlik med revnimi in bogatimi. Predlagamo odpravo fiskalnega pravila, uvedbo finančne policije, seveda povrnitev protipravno in nelegitimno pridobljenega družbenega premoženja, seveda v okvirih objektivnih možnosti, na eni strani, na drugi strani pa seveda hudo skrb za tisto, kar še imamo, na način, ki bo dajal pozitivne rezultate, ki jih danes ni. Na vsak način smo proti, torej za prepoved agencijskega dela, kjer agencije velik del zaslužka zaposlenih, bi rekel, prisvojijo na račun slabo plačenih delavcev. Imamo zavode za zaposlovanje in za posredništvo pri iskanju zaposlitev in delavcev, zato ne potrebujemo agencij, ki izkoriščajo to za velike dobičke na račun zaposlenih, ki živijo človeka nevredno življenje in delajo skoraj da samo za kruh in vodo, ob tem, da bojo imeli seveda pokojnino pod pragom revščine. Zato smo mi za oblikovanje najnižje plače za prvi tarifni razred, za poln delavnik v takem obsegu,
da bo tudi pokojnina za polno delovno dobo vsaj evro nad pragom revščine. To je edina pravična delitev v družbi, v državi in ki torej garantira blagostanje, o katerem zelo radi govorimo, ko je potrebno storiti sistemske spremembe v tej smeri, pa seveda ni nikjer nikogar. Tako da mislim, da bi s temi ukrepi lahko naredili marsikaj in mislim, da je torej koalicija Združene levice, to je Demokratična stranka dela in četrta skupina civilne družbe, gibanj in posameznikov na pravi poti, da v naslednji vladi, koaliciji prispeva svoj delež k nujnim potrebnim spremembam v korist 99% na račun tistega odstotka, ki ima vsak dan preveč, ne ve kam z denarjem, tisti, ki so ga pomagali ustvariti, pa živijo v revščini. Hvala lepa. Zdaj bi pa predal besedo lahko kar Jadranki. Ne. Torej, mi smo v bistvu pozorni na to, kako in kaj z okoljem, z prostorom, s katerim razpolagamo, ki ni neomejen, in seveda pripadajočo infrastrukturo, ki jo tako ali tako že imamo, pa je ne na tak način upravljamo, da bi bila najboljše upravljena okoljsko, sonaravno politiko in samooskrba je ena od bistvenih točk našega programa, v kar spada tudi zaščita vode oziroma javne dostopnosti vode in na drugi strani pa seveda čista prepoved privatizacije, nažalost smo malo pozni s tem, ampak to smo že delali pred 4 pa pred 8 in tako dalje leti. Skrb za čisto ozračje, za čim bolj sonaravno kmetovanje, za uvedbo takih okoljskih dajatev, ki bodo zagotavljale dobro gospodarjenje za tistim, s čemer razpolagamo, torej pomeni zrak, voda, zemlja, vse ostale stvari. Tukaj je treba seveda poudariti, da smo ena tistih recimo političnih sil, ki se zavzema za ničelno stopnjo odpadkov, oziroma če rečem zero waste, boste še hitreje razumeli, ker očitno smo šli malo v to smer. Seveda je tu nujno potrebno ozaveščanje ljudi, ki že sicer teče in veste tudi dobro, da nekatere stvari že funkcionirajo v tem smislu. Mislim, da bi morali tukaj okrepiti ozaveščanje predvsem tudi zaradi tega, ker pač nimamo neomejenih virov. Tukaj je pomembno, da omenimo, da smo eden od tistih, ki razmišljajo o energetski samooskrbnosti, da smo tisti, ki pravijo, da morajo infrastrukturni objekti ostati v javni oziroma v bistvu javni lasti in dobri upravi, kjer imajo vpliv tudi ljudje. Čisto zaradi tega, ker je samo na ta način možno zagotoviti javno dostopnost v realnih razmerah. Mislim, da moramo hkrati tudi poudariti, da je nujno potrebno v tem tudi inšpekcijski nadzor, čeprav je verjetno ozaveščanje tisto, ki bo odprlo tudi inšpekciji vpogled na tak način, da bo lahko reagirala. Seveda je tukaj pomemben tudi davčni sistem, ki bo vse te načine omogočal in odpiral in hkrati na nek način sankcijski sistem, ki bo v bistvu te spremembe spremljal. Jaz vam ne bom seveda govorila vsega in natančno, mi smo dosti boljše razdelali poglavje in dosti širše. Če vas bi še kaj zanimalo, bi verjetno bilo dobro, da nas kaj še povprašate. Sicer bomo pa javno spregovorili o vseh teh zadevah še v času kampanje. Mislim, da je pomembno tudi, da poudarimo, da smo
za izpolnjevanje mednarodnih obvez, obvez na področju varstva okolja, kar pa je ena od tistih pomembnejših zadev, ki se jih moramo lotevati tudi doma, zelo konkretno. Biotska raznovrstnost je ena tistih stvari, ki nam bo pomembna točka v tem naslednjem obdobju. Saj se nam dogaja, da nekatere vrste, pa ne bomo šli v ta svetovni okvir, ampak samo v našega, enostavno izumirajo. Smo eden tistih, ki bo se aktivno zavzemal za ustanavljanje oziroma za javno financiranje, javno podporo vsem tistim semenskim genetskim bankam za rastline, živali, glive, ki v bistvu zagotavljajo naš obstoj kot vrste. Ne le seveda človeške, ampak tudi živalskih. To je, mislim, da tisto, kar je treba poudariti. Tukaj bi jaz zaključila, zato da vam damo tudi več prostora za vprašanji, pa predajam besedo kar naprej. Mogoče Simon. Spregovoril bo Simon Brežan, bo povedal nekaj o notranji politiki, političnem sistemu. Pozdravljeni še z moje strani. Zdaj najprej bi povedal, da je naša koalicija unikatna in edinstvena tudi po tem, da je neodvisni, nestrankarski civilni družbi mesto, da lahko kandidira na enakopraven način tudi v koalicijskem sporazumu, kar je bila že prej naša prednost in v bistvu edina taka koalicija, ki to resno misli, da pri nas lahko vsak, ki pride, dobi pač en glas in soodloča, ker vemo, da je nasplošno zaupanje v stranke kot take slabo in zaradi tega upamo, da bojo kakšni strokovnjaki in pa tudi čist preprosti, navadni ljudje, čeprav to je izraz v narekovaju, seveda se lahko pridružili še na tak način preko naše skupine v skupno koalicijo. Zdaj, tukaj se pa to direktno navezuje tudi na to, kar mi opažamo, kar je temeljni problem Slovenije, pa tudi drugih kvazi demokratičnih držav, to je namreč ta lažna demokracija, kjer ni vpliva, po tem, ko so volitve, ni vpliva ljudi na to, da se zaveze, ki so jih dale stranke ali pa politiki, da se tudi uresničujejo izvršljivo. Zaradi tega smo mi predlagali v prvi vrsti spremembo volilnega sistema, to pomeni v smislu podobnega zakona, ki ga je vložil že ZDUS. Skratka, gre za to, da je več vpliva volilca direktno na tudi osebno izbiro kandidata, v smislu recimo preferenčnega glasu, nekatere podobnosti, kot jih imajo recimo tudi v Švici ali pa v Nemčiji, so tukaj možne, ampak podrobnosti bomo predstavili v daljšem programu. Predvsem je pa tukaj tudi pomemben ta institut, vpeljava instituta nezaupnice oziroma odpoklica, možnosti odpoklica vseh javnih funkcionarjev, tako na občinskem kot na državnem nivoju, vključno s poslanci seveda, in pa tudi mora biti vlado pred iztekom mandata, kajti to je edini način, da bi lahko te predstavnike držali za tisto vest, ki bi mogla biti v ustavi že določena, ki pravijo, da po vesti glasujejo in v vesti mora biti tudi predvolilne obljube. Tako da to je ena kategorija te demokratizacije političnega sistema. Druga bi bila tudi lahko sprememba zakona o vladi v smislu neke večje učinkovitosti, več podrobnosti bo tukaj v daljšem programu, predvsem bi pa poudaril tukaj še demokratizacijo splošno upravljanja države. Skratka, več je potrebno vpeljati mehanizmov neposredne direktne demokracije, tukaj mislimo predvsem na kvalitativno izboljšan referendum, kjer se že vprašanja treba na drug način, da se artikulirajo prava vprašanja in seveda to ni zlorabljeno z strani različnih lobijev ali pa samo strank. Skratka, danes imamo tudi tehnologijo, ki se je razvila v smislu e-demokracije, tako da lahko tudi tukaj pride do boljših odločitev na podlagi te kolektivne inteligence, ki se na tak način oblikuje. Potem so tukaj tudi na nivoju finančnega oziroma participativni proračuni, tudi podobno lahko spada po to demokratizacijo, kjer bi več občani ali pa tudi na državnem nivoju lahko za določen del proračuna tudi odločali. Skratka, gre za več tudi teh javnih razprav, ki morajo biti obvezujoče, da so preden se v postopku zakonodaje sprejema. Pa tudi tukaj spada mogoče pod ta politični sistem ustanovitev pokrajin, ki so že ne vem koliko časa bile obljubljene, pa nikoli izvršeno zares. Tukaj se pa lahko tudi navežem na, skratka v tem smislu demokratizacije še na gospodarski del, ki je tudi v povezavi s tem, ker če imate več neposredne demokracije sam na političnem nivoju,
ni zadosti, če nimate tudi odločanja na ekonomskem nivoju. Tega se je Franc že dotaknil, ampak v smislu bi pa se en ta koncept mečkem bolj povedal še kako si predstavljamo tukaj pri nas, to, ko večkrat se sprašujejo, kaj je pa zdaj to, pa potem letijo očitki, češ radikalna, progresivna sile so za neko centralni planski sistem in tako naprej. Tukaj ne gre za to. Skratka, mi nismo ne za centralno planski sistem, kot je v teh neuspešnih realsocializmih bil, niti pa za ta sedanji model neoliberalnega prostega trga, temveč smo za demokratično koordinirano gospodarstvo, hkrati z tem temeljem odrasti degrowth paradigme, ker imamo pač omejene resurse planeta. To pomeni, da v bistvu skupnost soodloča, ker imamo danes tudi možnost interneta, v bistvu tudi to internetno planiranje lahko že na nivoju potreb, celotna skupnost soodloča in potem se na podlagi tega tudi proizvaja in tudi distribuira oziroma deli dobrine resurse in na tak način imate to, recimo temu neko tretjo alternativno pot, ki jo do zdaj nihče ni zares izvedel in jo resno mislil. Tako da v tem smislu na področju gospodarstva se to tudi navezuje. Mislim pa, da v tem socialnem delu, mogoče v področju socialnih politik bi vseeno še tukaj jaz omenil to področje revščine, no, da smo za absolutno tudi prepoved, ne samo ustavno, ampak zakonodajno, ker ustavno je včasih samo na papirju, potem pa se ne izvršuje, če ni tudi v določenih zakonskih podaktih in tako naprej. Skratka, to se da urediti, če se uredi drugačno pobiranje financ tam, kjer je denarja preveč, to je omenil že kolega Žnidaršič, pa tudi to saj četrta skupina civilne družbe se tudi zauzema za skrajševanje delovnika na 6 ur za večino poklicov, ker vemo, da danes se koncept dela spreminja, vedno več je robotike, tehnologije in ne bo več na tak način možno razmišljati sploh o delu kot nekoč, pač pa predvsem o kvaliteti tudi prostega časa, kako bomo takrat delovali in zaradi tega, da ne bo pa toliko ljudi nezaposlenih, je treba to urediti tudi s tem, da se pač delovnik skrajša. Tako da toliko zaenkrat z moje strani, potem bi pa lahko še na vprašanje odgovoril pa podrobnostih v drugem delu. Hvala. Evo ga, zdaj bi pa še naš podpredsednik Gregor Kaplan spregovoril nekaj o zunanji in mirovni varnostni politiki. Nekaj na kratko še o zunanji in mirovno-varnostni politiki. Naš program seveda obsega bistveno več točk, kot jih bom lahko danes tukaj izpostavil, zato bom v bistvu v tem prvem delu izpostavil zgolj 4 točke, v programu jih je preko 10, pa bi mogoče začel kar najprej, da vam jih naštejem. To je takojšnji izstop iz NATO, ki nas sili v vojno, v kateri ne bo zmagovalca. Potrebno je prizadevanje za demokratizacijo upravljanja Evropske unije in pa seveda zaščita suverenosti držav v okviru Evropske unije, to sta 2 točki, in pa mogoče še 4, ki sem jo že izpostavil, se pravi izterjava reparacijskega dolga od Zvezne republike Nemčije. Če se vrnim na tisto prvo izhodiščno, se pravi takojšnji izstop iz NATO, ki nas dejansko sili v vojno. Vidite situacijo, ki je nastala z zastrupitvijo tako domnevnega ruskega agenta. Tukaj seveda ne moremo mi sodelovati na tak način, da bi podpirali te zadeve. Res, da smo članica NATO, vendar je tukaj potrebno izraziti premislek, kako naprej. Vsi poznamo paradigmo o topovih in maslu, pa vendar mislim, da je potrebno na tej točki, da Slovenija postane tisto, kar dejansko mora biti, se pravi, da skrbi za miroljubno politiko, ne pa da je satelit, ki po tako ali drugačno zastavo podpira vojne. Ne nazadnje, iz tega naslova smo že v nedavni preteklosti dobili reko beguncev v Slovenijo, s katero smo se potem morali soočiti in seveda to za nas ni bilo dobro. Naslednja zadeva, ki jo bomo vsekakor morali urediti, živimo v evropski družini, kjer pa je upravljanje Evropske unije pod velikim vprašajem. V Evropski uniji nam vladajo lobiji in multinacionalke, ki niso izvoljeni v Bruselj na tak ali drugačen način, pač pa tam skrbijo za rast in donos večjega kapitala v njihove žepe. Na tak način Evropska unija niti kratkoročno ne bo mogla dolgo funkcionirati. Seveda Slovenija kot majhna država pa je v tem pogledu, bi rekel, zelo omejena pri svojem delovanju in seveda takega dolgoročnega načina mi ne moremo sprejemati. Prav zato je potrebno zaščititi suverenost države v okviru Evropske unije. Tukaj je seveda potrebno se zavedati v prvi vrsti, da smo poleg
tega, da smo člani naše evropske družine, kot ji radi rečemo, tudi Slovenci v prvi vrsti. In tukaj je potrebno ta nacionalni ponos vendarle nekoliko ukrepiti in ne klečeplaziti pred Brusljem, ki na tak ali drugačen način izkorišča svojo pozicijo naspram majhnih državam, zlasti periferiji, kamor se uvršča tudi Slovenija, in seveda tukaj bo potrebno korenito razmisliti, kajti odločanje, kakor poteka na današnji ravni znotraj Evropske unije, vsekakor ne gre v smeri enakopravnosti ali blaginje za vse, pač pa krepi močne države, vidne države, vplivne države Evropske unije, tukaj mislim predvsem na tiste največje, ki Evropsko unijo skoriščajo za svojo agendo. V tem kontekstu bi mogoče kar nadaljeval še z eno pomembno točko našega programa, to je zagotovo izterjava dolga iz druge svetovne vojne strani Zvezne republike Nemčije kot naslednice Tretjega rajha. Tu ni nobenega dvoma, podatki v arhivih obstajajo, s tem v zvezi lahko pričakujete tudi še vabilo na kakšno tiskovno konferenco, zlasti zato, ker bo v roku približno 10 dni oziroma 14 dni šla tudi knjiga, ki bo zelo natančno prikazala, koliko je nekdanja skupna država iz tega naslova dobila, koliko je prijela Slovenija, na kakšen način je bila ta vojna škoda popisana in seveda koliko je bilo nekdanji državi tudi priznano. Iz tega naslova lahko tukaj mirno nanizam tudi nekaj številk. Zvezna republika Nemčija je po podatkih, če upoštevamo vse valutne izmenjave, take ali drugačne in revalorizacijske zadeve, bi ta dolg znašal preko 70 do 80 milijard in seveda, če bi se slovenska zunanja politika resno lotila te zadeve, ne bi bilo potrebno v Sloveniji nikomur zategovati pasu v času krize. Poleg Slovenije ima to vrstno vprašanje do Nemčije odprto le še Grčija, ki seveda tudi zahteva, da se dolg, ki so ga utrpeli zaradi vojne škode strani Nemčije, poplača. Mi bomo seveda na tem vprašanju delali in zahtevali, da dolžnica plača, kajti nesprejemljivo je, da je bil recimo naš predsednik Pahor v Nemčiji pred dobrimi 10 dnevi, mi smo mu s tem v zvezi pisali tudi pismo, zakaj tega ni izpostavil nemškemu kolegu, pa vendar do danes še nismo prejeli odgovor. Tako da to so nekatere istočnice našega programa, bolj na široko je seveda predstavljen v širši verziji, ki bo seveda tudi v kratkem dostopna, tako da se bo o tem verjetno še bistveno več spregovorilo v času kampanje, če pa še kakšno vprašanje, pa z veseljem. Hvala lepa, jaz bi k vsemu povedanemu dodal še 3 stvari, da se ne pozabi, namreč mi mislimo, da je nujno potrebno, da naredimo prenovo zdravstvenega sistema, pa ne v tem smislu, da bi vse podrlo, kar dobro deluje, ker večina sistema deluje dobro. Mislimo predvsem na to, da je treba nujno dati prioriteto osnovni zdravstveni dejavnosti, kajti če tam ni dovolj zdravnikov, potem seveda je naval na specialistične službe in na sekundarni terciarni sistem zdravstva toliko večji. Pri tem mislimo na seveda odpravo dosedanjega dopolnilnega zavarovanja za enako premijo in v zbiranje denarja vrniti popolno solidarnost z prispevkom v obliki odstotka. Potem moram povedati, da je naša stranka zavezana ničelni toleranci do korupcije, sovražnega govora in vsakršnega, bi rekel, kriminala. Zagotovo bomo podpirali vse rešitve, ki bojo zagotovile učinkovito preganjanje gospodarskega kriminala in seveda izvedbo ustreznih sankcij, vključno z zaplembo premoženja in vrnitve tistega, kar je nekje skrito, ker se to da narediti, ampak do zdaj ni bilo tako rekoč prave politične volje. Smo tudi za to, da se gradijo neprofitna stanovanja. Vemo, da imamo na 10.000 iskalcev stanovanja, gradi se pa nekajkrat manj, kot se je gradilo pred krizo oziroma v prejšnjih časih, vključno s tem, da je propadel tako zvani stanovanjski sklad države, republike in zaradi tega imamo hude težave pri
iskanju življenjskega prostora mladih ljudi, ki zaradi tega ne morejo organizirati družine in seveda potomstva, kar potem sproža verižno reakcijo tudi v smislu ugašanja prebivalstva in seveda primanjkovanja v perspektivi delovne sile. Tako da, evo, to je v kratkem, so bile navedene glavne točke našega volilnega programa, ki bo objavljen na naših spletnih straneh in tudi posredovan medijem v širši obliki, kjer bojo potrebni komentarji pri tistih točkah, ki smo jih izpostavili zgolj na kratko in morda koga lahko kasneje seveda intenzivno zanima tudi, kaj je za njimi. Hvala lepa. Zdaj smo pa odprti za eventualna vprašanja. Prosim. Čisto, da se razčisti koalicija, se boste samo to, se pravi, s četrto skupino civilne družbe povezali, pa vaša stranka, ali načrtujete na volitve še s kom drugim? Vemo, da ste pred tem imeli tudi nekaj pogovore z Vebrom, pa me zanima v tej smeri. Še kakšna druga stranka gre v koalicijo? Moram povedati, da smo Združena levica, Demokratična stranka dela in četrta skupina Združene levice, ki zajema gibanja, civilna gibanja, civilno družbo in posameznike, ostali zavezani združevanju vseh tistih sil, ki želijo v tej državi nekaj storiti, da bi prišlo do nujnih sprememb na vseh področjih, ki smo jih našteli. Žal se številna pogajanja oziroma pogovori niso končala z širitvijo koalicije, moram pa povedati, da je še zmeraj čas. In mi smo še naprej odprti za sodelovanje z vsemi, ki bi seveda, s katerimi bi lahko zaključili, da imamo, kolikor se le da, podobne poglede na potrebne spremembe, razvoj dogodkov in seveda tudi na program, ki je pred nami. Tako da, kar zadeva slogo, moram reči, da smo mi že imeli pogovore z Jankom Vebrom, vendar so potem zastali zaradi odločitve, da ustanovi stranko. Zdaj je stranka ustanovljena, če bo torej prišlo do ponovnih pogovorov, mi smo za sodelovanje še vedno odprti, jasno pa, da ne bi mogli odstopiti od glavnih zavez našega programa, ki zadeva antiparadigmo neoliberalizmu, se pravi družbeno odgovorno gospodarstvo, socialno-tržni model, ki zagotavlja na eni strani razvoj, na drugi strani pa solidno preživetje vseh, seveda zmanjševanje razlik in seveda vzeti tam, kjer je, in dati tam in tistim, ki so povzročili, da je bogatstvo nastalo in so pri delitvi, bi rekel, bili izločeni. Kako? Mi smo se pogovarjali tudi s Solidarnostjo, ampak kljub temu, da smo dejansko uskladili program in sporazum, so kar naenkrat se odločili, da grejo na volitve sami. Mi ne želimo ugibati zakaj, mi nismo dali v tem smislu nobenega povoda, lahko pa rečem, da je očitno nekatere manjše stranke razmišljajo predvsem o tistem procentu, s katerim bi prišli do določenih sredstev za preživetje ozke skupine vodstva, ne da bi imeli resen namen sodelovati pri upravljanju države, ki je zdaj slabo in ga je treba spraviti na nivo, ki bo dajal potrebne družbene rezultate v korist vseh. Tukaj bi se sam navezal v bistvu s tem odgovorom. Se mi zdi, da to tudi en tak simptom, ta razdrobljenost, o kateri sprašujete politične scene, ki se lepo povezuje s tem, kar mi tudi zagovarjamo na področju tega, kar smo prej razlagali, demokratizacije in tako na nivoju političnega sistema kot ekonomije. Namreč tukaj se tudi kaže ravno v tem nezmožnosti in nevolji povezovanja nekaterih, ki so programsko precej sorodni, ravno ta princip konkurenčnosti, ki ga mi želimo zamenjati tako na področju gospodarstva kot politike z sodelovalnostjo, za iskanje skupnega dobra oziroma dobrega. In ravno tukaj se vidi to isto seme zla, da uporabim ta
termin, ne, malo poetično, kjer so tudi te stranke, ki deklarativno se zauzemajo recimo za neke progresivne cilje in tako naprej, v bistvu same po načinih delovanja, kar je bistveno, ne samo deklarativno, ampak kako ti sam deluješ z lastnim vzgledom, še vedno kažejo to neko neoliberalno atomizacijo. Vsak kraj sam neke partikularne agende, cilje zagovarja, kot pa da bi gradil neke skupne imenovalce in v tem se tudi mi razlikujemo in smo naredili vse in bomo še, da bi poskušali povezati vse progresivne sile v Sloveniji, ampak se pravi, tukaj je vedno več partnerjev oziroma več odgovornih, moraš imeti tudi tazga sogovornika. Je pa tukaj za poudariti to, da je skratka, naša temeljna, v bistvu neka rdeča nit, če pogledamo skozi vse različne točke programa, je ravno to poudarjati namesto principa konkurence, tekmovanja preko trupel in tako naprej, preko žrtve so pa ljudje in planet in živa bitja, poudarjamo koncept sodelovanja, kar je pa zelo težko prebiti ta let, ne, kjer je družba ves čas, toliko časa programirala, da se tako izrazim, mentaliteto ljudi, preko vseh ekonomskih in drugih odnosov, da se zdaj tako težko iz tega nekdo izvleče. Tako da, mogoče bi pa samo od programskih točk dve še, ki smo mislim, da pozabili poudariti, to so pa tudi boj proti davčnim oazam, to je nujno poudariti, ki je treba tudi na mednarodnem in evropskem nivoju veliko bolj proaktivno, da se Slovenija vključi v to, kajti tukaj izgubljamo to, da bi samo s tem lahko rešili vse probleme, ne pa da se socialna pomoč sramotno zdržuje na nivoju socialnega genocida, 300 evrov pod mejo revščine oziroma tistega zračunanega dohodka, ki je v bistvu minimum za preživetje. Tako da, če bi samo tukaj uredili, poleg tega imamo pa še ta dva programska poudarka, da bi tudi poleg tega, da se spremeni načine delovanja teh javnih sektorjev, treba tudi seveda povečati procent BDP-ja predvsem za področje javnega zdravstva, pa šolstva in pa predvsem tudi znanosti, kjer vemo, da smo tudi po izračunih globoko pod povprečjem Evropske unije in seveda tukaj ni vse v denarju, ampak brez tega tudi druge stvari ne grejo. In tukaj moramo se približati v tem procentu nujno, hkrati pa seveda speljati te organizacijske ukrepe, ki bojo pripeljali do večje kvalitete storitev in tudi nadzora določenih zadev. Tako da to dvoje bi še poudaril. Skratka, družbena neenakost je tudi faktor škodljiv za zdravje, kar mi vedno poudarjamo, zato je to zelo povezano z zdravstvenim sistemom. Skratka, manj, ko imamo družbene neenakosti, boljše bo splošno zdravje ljudi, bomo imeli tudi manj stroškov potem, če bomo raje na tak način vlagali pa v preventivo. Tako da tudi zaradi tega je družbena neenakost ena izmed osrednjih ciljev, da jo znižamo oziroma odpravimo v naši koaliciji. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni, se vsem prisotnim zahvaljujem za to, da ste prišli in računamo, da boste javnosti sporočili to, kar smo vam povedali. Hvala lepa še enkrat.